Robinson, wstań! Robinson, wstań! Dobro jutro, Popka. Kakšno je kaj vreme? Nebo brez oblačka. Spet bo vroč dan. No, poglejmo, katerega smo. 1, 2, 5 črtic. Danes je petek. Kako si kaj spala, Popka? Popka, vstala! Popka, vstala! Vem, da si že vstala, ampak vprašal sem te, kako si spala. Robinson dal! Robinson dal! Seveda boš dobila svoj zajtrk. Na, rozine za začetek. Robinson, hvala! Robinson, hvala! Ni zakaj, Popka. Zajtrk si zaslužila, ker si me zbudila, ko se je sonce prikazalo na nebu. Seveda tudi ti boš dobil zajtrk. Kozličkova kosti bo šla prav gotovo v slast. Glodajo počasi, pes. Do večera je še dolgo. Popka, pusti psa pri miru. Ti si že dobila svoj delež. Pravzaprav bi si moral za psa... Se ga ne morem kar naprej klicati, pes. Ampak ti si edini pes na otoku in če te pokličem, se ne bo oglasil noben drug pes. Papagajo pa je ko listja in trave. Ampak Popka je ena sama, a ne, Popka? Robinson šel! Robinson šel! Seveda bom šel, Popka. Meni nihče ne prinese zajtrka v posteljo. Grem pomost kozo. Dobro jutro, koza. A da ni dobro? Zakaj pa ne? Koza, koza, s tabo se ne da pogovarjati tako kot s Popko. Vse, kar znaš, je Ja, no, pri miru bodi. Nič te ne bo bolelo. Prav na rahlo te bom molzel. Tako, vidiš, tako. Pridna. Ko sem te ujel v past, si bila tako divja, da se ti nisem upal približati. Po 3 dneh stradanja pa si se odomačila. Ko sem ti po postu prinesel nekaj klasja in vode, si bila krotka kot koza, ki ni 3 dni ne jedla, ne pila. Hvala za mleko, koza. Imenitno je, teknilo mi je. Zdaj pa grem na kratek sprehod po otoku. Ne, pes, ti ostaneš doma. Z mano bo šla Popka. Z njo se vse lahko pogovarjam. Pojdiva, Popka. Najprej bova šla na obalo. Morda bova spet naletela na sledi človeških nog. Se še spomniš, Popka, kako sva se prestrašila, ko sva prvič naletela na sled človeškega stopala v pesku? Na vrat na nos sva stekla domov, kot da beživa pred preganjavci. Pri vsakem drugem, tretjem koraku sem se oziral. Bal sem se vsakega grma, vsakega drevesa. Vsak pan sem imel za človeka. Ko sem prišel do utrdbe, sem brž skočil za ogrado in se potuhnil. Še veš, Popka? Popka ve. Tiho, Popka, poglej, vrnili so se. Na obali so indijske piroge. 1, 2, 4, 6 pirog. Vsak je prostora za 5, pa tudi več ljudi. Najmanj 20 jih je, mogoče celo 30. Kako naj jim bom kos? Bom kos! Molči, Popka. Mogoče so kje v bližini. Splezal bom na prvo drevo in si z daljnogledom ogledal okolico. Še sreča, da imam puško s seboj. Joj, Popka, divjaki se vračajo k svojim čovnom. Najmanj 30 jih je. Zanetili so garmado iz dračja. Na ognju pečejo neko jed, ampak ne vidim kaj. Plešejo okrog ognja, divje skačejo, se vrtijo.
Zdaj so stekli k čovnom. Iz enega so izvlekli 2 človeka in ju porinili k ognju. Popka, ubili ju bodo. Enega izmed njiju so s krepelcem zbili na tla. Tega ne morem več gledati. Robinson gleda, Robinson gleda. Drugi ujetnik je planil po konci in zbežal. Neverjetno hitro teče. Divjaki so planili za njim. Zdaj tečejo za temnopoltim beguncem samo še 3. Vsi drugi so zaostali. Begunec je zelo hiter. Ne bodo ga ujeli, če bo le še nekaj časa vzdržal. Zdaj je pritekel do zaliva. Skočil je v vodo. 2 zasledovalca sta skočila za njim, 3. pa se obotavlja. Verjetno ne zna plavati. Vrnil se je k ognju, kjer ga čaka pojedina. Preganjalca plavata počasneje kot begunec. Popka, posrečilo se mu bo. Staviš? Popka stavi, popka stavi. Ja, za pest rozin. Kaže, da v bežniku pojemajo moči. Zdaj ali nikoli. Rešiti moram nesrečnika. Kakorkoli ga moram rešiti. Popka, pojdi pa mu pomagati. Brž. Popka, popka. Stoj, stoj. Jaz prijatelj. Prijatelj, razumeš? Pomagal ti bom. Vi 2 prijateljčka pa malo počakajta. A tako? Prav, če nočeta počakati, vaju bom ustavil s svincem. Giralda čuču. Ne boj se, Giralda fant, ne boj se. Tebe ne bom pokončal, jaz sem tvoj prijatelj. Prijatelj, razumeš? No, pridi bliže, bliže, še bliže. Bude se lače. Kaj pa početi? Bude se lače. Zakaj mi objemaš noge? Bude se lače. No, razumem, to pomeni, da si mi hvaležen. Je že v redu. Popka, kako bova klicala najnega novega tovariša? Popka ve. Popka ve. Ja, kaj pa še? Nič še ne veš. Izmisliti si morava nekaj. Počakaj. Kateri dan je danes? Petek. Klicala ga bova petek. V spomin na dan, ko sem mu rešil življenje. Jaz, Robinson. Ja, ti, Petek. Petek. Di bedek. Ne, jaz. Ti si Petek. Pedek. Odlično, Petek. Odlično pedek. Petek, na lov greva. Jaz pedek. Ja, Petek gre na lov. Lov. Popka tudi. Lov, razumeš? Petek, bum. Terajal žulson. Zakaj se tako treseš, Petek, ali se bojiš? Bum ne, pedek ne, ne. No, včeraj sem te skrivaj opazoval, kako si se pogovarjal z mojo puško. Kaj si ji govoril? Puška ne ubiti petka. Puška ne strelja sama od sebe. Dokler je človek ne sproži, puška ni nevarna. No, pridi, Petek, pokazal ti bom, kako puška uboga človeka. Ja, pedek idi, ja. No, poglej ja. Vidiš ptiča? Ja. Naredil bom tako, da bo ptič padel na tla. Vidiš? Če ne bi pritisnil na petelina, bi ptič še zdaj letel po zraku. Puška močna. Ja. Puška močna. Robinson močna, 2 puški. Odkot pridi Robinson na otok? Robinson zmeraj živeti tukaj. Popka tudi. Molči, Popka. Molči, popka. To je dolga zgodba, Petek. Ulov. Ja, prebral ti bom nekaj strani iz mojega dnevnika, v katerem sem natanko popisal vse, kar se mi je zgodilo pred več kot 25 leti. No, poslušaj. 30. septembra leta 1659. Naša ladja, ki jo je zajela na odprtem morju strašna nevihta, je doživela brodolom. Utonila je vsa posadka. Le mene, nesrečnega Robinsona, je vrglo morje pol mrtvega na obalo tega prekletega otoka, ki sem mu dal ime Otok obupa. Ko se je znočilo, sem splezal na drevo
zakaj bal sem se zveri in divjakov. Vso noč sem trdno prespal, čeprav je deževalo. 1. oktobra. Ko sem se zjutraj zbudil, sem videl, da je plima dvignila našo ladjo s sipine in jo prignala k obali. To me je navdalo z upanjem, da se mi bo takoj, ko bo ponehal veter, posrečilo priti na ladjo in se oskrbeti z živežem, orožjem in drugimi potrebnimi rečmi. Komaj se je začela oseka, sem se odpravil na ladjo. Daj no mir, tebe takrat še ni bilo. Od 1. do 24. oktobra sem bil zaposlen s prevažanjem blaga z ladje. Stvari sem prevažal s splavom. Z ladje sem rešil tudi psa. 26. oktobra. Zdi se mi, da sem našel primeren kraj za bivališče. Moral ga bom ograditi s plotom iz kolov. Od 27. do 29. oktobra. Garal sem kot črna živina. Vlačil sem svoje premoženje v novo prebivališče, čeprav je skoraj ves čas lilo. Videti je, da je na tej zemljepisni širini zdaj doba deževja. 30. oktobra. Danes sem si naredil koledar. S sekiro sem obtesal veliko bruno in ga zabil na obali v pesek, prav tam, kjer me je nevihta bila vrgla na suho. Van bom vsak dan zarezal po eno kratko črtico. Po 6 črticah bom zarezal daljšo, ta bo pomenila nedeljo. Zareze, ki bodo označevale 1. v mesecu, bodo še daljše. 31. oktober. Davi sem blodil s puško po otoku, da bi podrl kako divjad, obenem pa sem se razgledal po okolici. Ustrelil sem divjo kozo. Njen mladič je stekel za mano in me spremljal vse do doma. Navadil se je name in ni hotel več stran. 1. november. Razdelil sem si čas in določil ure za lov na divjačino, za delo, za spanje in za razvedrilo. 28. januarja. Med urejanjem gospodinjstva sem nekoč brkljal po shrambi, našel sem vrečko ječmena. Ker sem vrečko potreboval za smodnik, sem jo odnesel na dvorišče in otresel na zemljo. To je bilo malo pred velikim deževjem. Na dogodek sem že zdavnaj pozabil. Danes pa sem opazil na dvorišču nekaj zelenih stebelc, ki so začela poganjati. Od veselja sem bil kar ob pamet. To so bili klasi navadnega ječmena, kakršen raste pri nas v Angliji. Staro seme je vzklilo. Petek, si vse razumel? Bedek razumel. Anglija, tvoj dom. Ječmen dober. V vsaki nesreči je tudi kanček sreče. No, to leto, ki sva ga skupaj s Popko preživela na otoku, sem bil najbolj srečen v vsem svojem življenju. Petek, ali je tvoje pleme pogumno? Zelo pogumno. Mi v boju zmeraj zmagujemo. Ja, ampak sovražniki so te ujeli, tebe in še več drugih. Tam, kjer sem se jaz bojil, je bilo dosti več sovražnikov. Zgrabili so nas 1, 2, 3 in mene, a naši so jih pobili drugje, kjer mene ni bilo. Tam so naši ujeli 1, 2, 3, mnogo, več tisoč. Ja, no, ampak zakaj vam vaši niso prišli na pomoč? Sovražniki so zgrabili 1, 2, 3 in mene in nas odpeljali v čovn, a naši takrat niso imeli čovnov. No, povej, Petek, kaj počno vaši s tistimi, ki jih ujamejo? Jih tudi odpeljejo na kak oddaljen kraj in jih tam pojedo kot tisti ljudožarci, ki so hoteli pojesti tebe? Ja, tudi naši jedo ljudi, vse pojedo. Jesti ljudi ni lepo. To je največji zločin. Ti pa si videti zadovoljen, smehljaš se. Bedek srečen, ker se je spomnil svojih ljudi. Ko se vrnem domov, bom mu vse povedal, da je kozličkovo meso boljše od človeškega. Evo.
Prihajajo! Kdo prihaja, Petek? Kdo? 1, 2, 3, mnogo. Ali so divjaki? Beli divjaki. Bon čovn. Pojdiva brž. Vzemi s sabo 2 mušketi in 2 samokresa. Hitro na vrh griča. Ne, popka, ti boš ostala doma. Mi 2 s Petkom se odpravljamo v veliko nevarnost. Teci, Petek. Tod bova vse videla. V zalivu je zasidrana velika ladja. Na jamboru vihra angleška zastava. Anglija je tvoj dom. Ja, Beli divjaki, tvoji rojaki. Prijatelji. še ne vem, če prihajajo kot prijatelji. Robinson, glej. John pristav ob obali. 1, 2, 3 in mnogo belih ljudi. 11 jih je. Ja, 3 so zvezani. Gotovo so ujetniki. Vlečejo jih na obalo. Joj, Robinson, beli ljudje prav tako jedo ljudi kot žrni. Meša se ti, Petek, mar misliš, da jih bodo pojedli? Kaj pa drugega? Ne, motiš se. Bojim se, da jih bodo pobili. Pojedli pa jih prav gotovo ne bodo. Očitno so morski razbojniki, gusarji. Ja, bilo bi imenitno, ko bi se mogla priplaziti do njih in osvoboditi ujetnike. Glej, Robinson, razbojniki so se raztepli po otoku. Samo 2 sta ostala na straži. Pa še ta 2 se za ujetnike ne zmenita. Vrnila sta se na barko in se ulegla na klop. Verjetno sta pijana. Kaj je to? Pipijana. Zdaj ti ne utegnem razlagati. Priti morava do ujetnikov, preden se drugi vrnejo. Petek, počakaj me tukaj. Splazil se bom še malo bliže. Nagovoril jih bom. Hej, gospodje, ne bojte se. Mogoče ste naleteli na prijatelja prav tam, kjer ste ga najmanj pričakovali. Anglež sem in rad bi vam pomagal. Kakšna nesreča vas je doletela? Naših nesreč je toliko, da jih ni mogoče tako na hitro opisati. Ladijski kapitan sem. Posadka se mi je uprla. Potnike so pobili. Zmeraj sem imel rad svoje mornarje in oni so imeli radi mene. Pod mojim poveljstvom jim ni bilo slabo. A tolpa nezadovoljnežev jih je pregovorila, naj postanejo morski razbojniki. Tale moja tovariša, eden je moj namestnik, drugi edini preživeli potnik, sta jih komaj preprosila, da nas niso pobili, ampak so nas izkrcali na prvi neobljudeni otok. Prepričani smo bili, da nas čaka smrt od lakote, a zdaj vidimo, da žive tot ljudje, ki so nam pripravljeni pomagati. Kje so zločinci? Na katero stran so odšli? 2 sta na barki, drugi ležijo v senci pod drevesi. Napili so se in niso prišli daleč. Imajo puške. Samo 2. Ena pa je ostala v čovnu. Izvrstno. Oni spijo, lahko bi se priplazili do njih in vse pobili. Ampak, ali ni bolje, da jih ujamemo žive? Mogoče se bodo spametovali. Med njimi sta le 2 nevarna zločinca, ki sta začela upor. Drugi se bodo skesali in se oprijeli prejšnjega dela. O tem sem prepričan. No, tista 2 mi boste pokazali, ko pride čas. Jaz in moja tovariša se vam vsem podrejamo. Vsak vaš ukaz nam bo zakon. Se strinjate, gospod namestnik? Mojo besedo imate, gospod. Prav, ampak vseeno poslušajte moja pogoja. Prvič, pozabite, da ste kapitan in se brezpogojno podredite vsakemu mojemu povelju, dokler se ne vrnete spet na svojo ladjo. Glede orožja pa, ki vam ga bom dal, prisezite, da ga ne boste obrnili proti meni in mojemu tovarišu. Pa naj bodo okoliščine kakršnekoli in da mi ga boste vrnili. Slovesno prisegam. Prisegam. In drugič, če vam vrnem ladjo, da boste mene in mojega tovariša odpeljali v Anglijo. Prisegam, da bom izpolnil oba vaša pogoja. Vaš dolžnik bom do smrti. No, če je tako, ne bomo več odlašali. No, najprej bom prerezal vrvi, s katerimi ste zvezani. Takole. Vzemite puško in 2 samokresa. Ne bi rad prelil preveč krvi, med njimi sta le 2 falota. Moj tovariš Petek in vaš potnik bosta opravila s tistima 2, ki spita na čovnu.
Mi trije pa se bomo priplazili do drugih, ki ležijo v gozdu in jih presenetili. Kaj menite, gospod kapitan? Naš poveljnik ste, vi ukazujete, mi ubogamo. Pojdimo, ampak previdno. Petek, sproži puško šele, ko slišiš naše strele. Bedek razumel. Za mano. Dajte se! Odvrzite orožje! Nihče se ne more rešiti. Svinec je nagrada za izdajstvo. Dajte se, ali pa vas čaka smrt. Milost! Milost! Kapitan, se ne dobite nas! kapitan, katera dva sta začela upor? Will, ki leži v krvi na tleh, in tisti v usnenem jopiču. Bedek pripeljal ujeda razbojnika. Odlično, Petek. Ta dva in tistega v usnjenem jopiču boš odpeljal v votlino. Za druge pa bo vas s kapitanom odločila, kakšna usoda jih čaka. Na ladji je ostalo še 12 mož, vsi so zapleteni v upor. Najbrž se že vznemirjajo, ker se čoln tako dolgo ne vrne. Hoteli bodo zvedeti, kaj se je zgodilo mornarjem, ki so jih poslali na obalo, in bodo poslali sem drug čoln. Oboroženi bodo in ne bomo jim kos. Njihovo nevednost moramo izkoristiti. Ne verjamem, da bodo tvegali in poslali sem drug čovn. Mrači se že. Prepričan sem, da bodo počakali do jutra. Predlagam, da se po noči s čolnom približamo ladji in napademo razbojniško posadko. Malo nas je, gospod. Mi dva s Petkom in vi trije, to je 5 mož. Zaupamo lahko tudi 4 bivšim ujetnikom. Z 9 možmi si upam zasesti ladjo. Pravzaprav je na ladji navaren le bivši krmar Tom, ki je prevzel poveljstvo. Petek, razdeli možem muškete in samokrese. Pojdimo v čoln. Glejo, no, kje si se pa ti vzela? Aha, Popka bo ostala doma. Popka ne zna plavati. Gospod Robinson, kakšen je vaš načrt? Skrivaj se bomo vsi povzpeli na ladjo. Ko bomo na krovu, bom predlagal razbojnikom, naj se predajo. Tom bo zavrnil vaš predlog, o tem sem prepričan. Dovolite mi, gospod kapitan, da jaz govorim z njim. Dobro se poznava. Mene bo poslušal. Poleg tega bi vam rad dokazal, da sem se iskreno pokesal. Kapitan, ali lahko zaupam temu mornarju? Mislim, da mu lahko. Razbojniki so ga prisilili, da je stopil na njihovo stran. Prav, vi že veste, kaj delate. Jimmy, ti boš govoril s Tomom. Čoln je v boku ladje. Petek, ti boš prvi splezal na krov. Za ograjo boš privezal lestev iz vrvi, po kateri se bomo povzpeli, si razumel? Bedek razumel. Bedek splezal? Dobro. Vrgo bom lestev? Gospod kapitan, pojdite naprej, vi poznate razpored prostorov. Prav. Vsi so zbrani na komandnem mostu. Priti moramo tja, preden nas opazijo. Jimmy, za mano. Razumem, gospod kapitan. Uporniki! Ladja je zasedena. Dajte se! Tom! Nehaj streljati! Kdo me kliče? Si ti Jimmy? Ja, jaz sem! Odvrzi puško in se vdaj! Drugače bo po vas! Niti minute ne boste vzdržali! Komu naj se vdamo? 50 mož je! Z njimi naš kapitan! Zasedli smo ladjo! Bil je mrtev, mene so ujeli! Če se takoj ne vdate, recite življenju z Bogom! Vprašaj kapitana, če nas bo pomilostil, če nas bo, se vdamo. Prav, vprašal bom. Kaj naj mu odgovorim, gospod kapitan? Sam bom govoril z njim. Hej, Tom! Poznaš moj glas? Poslušaj, vaša usoda je v rokah poveljnika otoka, gospoda Robinsona. In kaj bo naredil z nami ta gospod Robinson? Tega ne vem. Ampak skušal ga bom pregovoriti, da vam bo pustil življenje. Prav, gospod kapitan, vdamo se.
Odvrzite orožje in pridite na krov, drug za drugim. Jaz... Jimmy, pazi na nje. Gospod Robinson, vi ste naš rešitelj. Ladja je vaša in vaše je vse, kar je na njej, z nami vred. Rad bi bil samo potnik na tej ladji. Čim prej bi se rad vrnil v Anglijo. Na otoku sem preživel 28 let, 2 meseca in 19 dni. To pa je dolga doba. Ampak prej moram urediti nekaj reči. Tom, vem za tvoje zločine in za zločine tvojih pajdašev. Vem, da ste napadli potnike, ki so bili brez obrambe in da ste jih pobili. Vem tudi to, da ste hoteli postati pirati, morski razbojniki, da bi plenili ladje. Po zakonih bi vas moral ukovati v verige in vas ob prihodu v Anglijo izročiti sodišču. Sodišče bi vas prav gotovo obsodilo na smrt. Če torej hočete, vas vzamem s seboj. Lahko pa ostanete na otoku. Izbirajte. Bolje je živeti v samoti, kakor umreti na vešalih. No prav. Tukaj boste lahko dobro živeli, če boste vztrajno delali in če boste iznajdljivi, kot sem bil jaz. Človek s trdno voljo lahko premaga vse težave. Zahvaljujemo se vam, gospod. No, še to vam obljubljam, da ne bom pozabil na vas. Prosil bom kapitana kake ladje, ki bo mogoče kdaj plula mimo otoka, naj vas pobere in odpelje domov. Zagotovo ne boste ostali tukaj 28 let, tako kot jaz. Plemenit človek ste, gospod. Dajte Tomu čoln, da se odpelje na kopno. Njega in 3 njegove pajdaše, ki so zaprti v votlini, bomo pustili na otoku. Gospod Robinson, ladja je nared za odhod. Samo na vas še čakamo. Pripravljen sem. Petek, greš z mano v mojo domovino? Bedek brozi Robinsona. Boš videl, Anglija ti bo všeč. Bedek verjame Robinsonu. Še psa poišči. Popka prismoda. Seveda boš šla z mano. Najboljšega prijatelja pa že ne bom pustil na otoku med razbojniki. Pojdimo.